plažici na morju, taka lepa turkizna vodica, odkrnele zreliščke na plažičisto. Pa sem napoljena, ker da si ti nekaj z avtom prišel, sem se pa s čovničkom, takim majhnim, lol. Dobro jutro. To je Muha enodnevnica. Video, ki se začne zjutraj, konča pa zvečer. Vlog po domače. Danes sem kar natemperan, tako da vam več razložim sproti. Petek je, cel svet bi rad končal z delom in imel vikend, tako da vsi hitimo, da naredimo vse, kar se še da. Vseeno je treba začeti počasi. Po Nacetovi telovadbi, prileti, je čas za mojo. Bravo. Ampak, ker se mi danes nič kaj dost ne da, sem si rekel, da bom poskusil z dihalnimi vajami, oziroma vajami za zadrževanje sape. Spomnil sem se, da tudi jaz še nisem jedel, zdaj pa varianta je, da grem iskat nekaj na hiter, pa bo brez veze, ali pa da še malo počakam, pa si naredim nekaj konkretnega. Bomo videli. Je v razpravi. Z Miho sva se lotila snemanja. Super bo, če nama uspe danes tole končati in poslati naprej, in zdel se je, da bo kar simpel. Ne vem zakaj, vsakič, ko se odločim, da bom posnel ta nek vlog, zadeve začnejo odpovedovati ali pa se komplicirati. Ta video, ki ga snemamo, ni za naš YouTube kanal, je za nekaj drugega in na večjih točkah me je razjezil, tako konkretno razjezil, zato ker smo se nekaj zapletali, zatikali. Ni pomembno, hotel sem sam pripomniti, dodati zabeležko v ta vlog, da se je dan po nekem mirnem, meditativnem začetku začel veliko bolj burno. Nismo še končali s snemanjem, samo en Zoom sestanek imamo vmes, pa pol nadaljujemo in upam, da posnamemo, preden grem na eno srednjo šolo, kjer imam danes 2 predavanja v spominu. Ampak pred sestankom bomo poskusili posneti ta video do konca. Imamo še par kadrov, držite pesti. Uspelo nama je! Sej. A je kdo po dvomu? Na sestanku sem pol premišljeval, koliko je dober, da so sestanki nadaljavo postali redna praksa. Nik na Zoomu, a se strinjaš? Ajde, se vidimo. Čau. Konec dobro, vse dobro, čeprav dneva še ni konec. Vse sva posnela v pisarni, na sestanku smo se zmenili vse. Meni sicer umanjka še 1 ura mailov, moral bi odpisati še na ogromno stvari, pa v resnici tudi še kaj narediti na računalniku, ampak najprej moram jesti. Tako da zdaj grem nazaj domov, zdaj si bom nekaj za jesti, potem bo pa že čas, da se odpravim na gimnazijo Moste. Kje je zdaj gimnazija Moste? Še avto, ki je bil na kolesarski, je treba obvoziti, pa smo tle. Danes bi vam rad pokazal in povedal vse, kar vem, ali pa to, kar bi si jaz ful želel, da bi mi nekdo povedal, ko sem bil v srednji šoli. La, kako se črkuje? S-L-U-D.
Odlično. Dajmo si to zapomniti. Zanimivi 2 predavanji. 3 stvari mi ostajajo v glavi po njih, sam da pridem domov do klavirja, pa povem več o tem. Ne vem, če ste opazili, v kotu predavalnice je ves čas bil en električni klavir in vzbujal mi je slabo vest, ker imam klavir čez dobro urco in še nisem zares vadil. Tako da bom to naredil vsak čas, še prej pa načnem še 2 zadevi, ki sta mi bili zelo zanimivi danes. Jaz vam res rad, kadar dijaki, dijakinje, slušatelji, slušateljice predavanj zastavljajo vprašanja. In to je bila ena čist zanimiva misel. Ko je padlo par vprašanj, sem pomislil, da bi bilo ful zabavno, če bi poskusili narediti eno šolsko uro, če bi učitelji, učiteljce, naredili eno šolsko uro po čist drugem modelu. Zgledala bi tako, da bi recimo učitelj prišel v razred in bi rekel, ok, danes obravnavamo Pitagorov izrek in pol bi utihnil. In naloga učencev in učenk bi bila, da zastavljajo vprašanja in s podlagi vprašanj pridejo do dna snovi in se je naučijo. Učitelj, učiteljca samo odgovarja na vprašanja. Meni bi se zdelo to noro dobro. Se pa zavedam, da je mogoče malo idealizirano in da verjetno vsak dan v šolah nismo glih v okoljih, ki bi učenci učenke ves čas noro sprašvali. Bi bilo pa ful dobro, če bi bili. Ok, to sem pomislil zaradi tega, ker sem na koncu drugega predavanja dobil eno vprašanje, na katerega mogoče nisem do konca odgovoril, se mi je pa zdelo ful dobro, pa bom zdaj odgovoril nanj, pa še predstavil ta en princip. To je bilo predavanje o spominu, o tehnikah pomnjenja in v njem se bežno dotaknem tudi pozornosti. In vprašanje, ki sem ga dobil na koncu, je bilo povezano z eno tehniko, ki sem jo čist mimo grede omenil, ki se je reče noting tehnik ali pa tehnika pribeleženja. To je nek moj prevod, ne me držati za besedo. Jaz se ga učim iz Headspacea, to je tehnika iz meditativnih pristopov in nisem strokovnjak tega, sam delim to, kar mi je zanimivo. Noting tehnik ti pomaga, da ustvariš distanco do občutka, misli, čustev, ki te motijo v danem trenutku ali pa enostavno ti skačajo po glavi, na en zelo enostaven način. Recimo, da pozornost posvečam nečemu, pri meditaciji, recimo dihanju, pri učenju, šolski snovi ali pa razumevanju. In zaznam, da se mi pojavi neka misel, ki mi moti moj fokus, ali pa eno čustvo, ali pa en občutek, karkoli. Tehnika pribeleženja nas uči, da to zadevo zaznamo, jo priznamo in si jo mentalno pribeležimo. Kada bi se naredili en mali zapisek, aha, tukaj je ta misel, živjo, tle si, ok, in potem jo počasi spustimo. Kada bi ji dali naslov, kada bi jo sprejeli in potem se od nje poslovimo in svojo pozornost vrnemo na predmet, ki mu želimo posvečati pozornost. Meni je to noro dobro, ker mi pomaga, da, tako kot sem rekel, ustvarim eno distanco, pa tudi, da se učim prijaznosti do sebe in ohranjanja svoje pozornosti na en miren, dober način. Meni je to res dobro. Več o tem, skratka, pogooglejte noting tehnik. Jaz nisem strokovnjak. Bi pa zdaj moral nadaljevati z nečim, v čemer tudi nisem strokovnjak. Čas je za vajo klavirja. Danes sem pomislil, da absolutna redna vaja sploh ne obstaja. Pol sem pa poslušal podcast s Sethom Godenom. Super pogovor, drugač. Najbrž bom o tem pisal v naslednjem svojem newsletteru na nickškarlec.com, se lahko nanj naročite. No, ta Seth Godin že 24 let vsak dan napiše eno blog objavo in jaz sem se počutil kar malo slabo, ker sem precej bolj sinusna krivulja discipline. Mam jo v krajših obdobjih, v enem letu me pa velikrat odnaša, kar je najbrž tudi okej. Po rekreaciji oziroma hitri hoji po trgovinah sva šibala še na predstavo S samimi samotami obdana samota. Dobro naslova, ne? In to je bilo za to muho enodnevnico in z njo en dan,